Po krajšem poletnem premoru so nazaj kolesarski dogodki. Se pa začne jutri z vzponom na Sviščake, tako da je treba vse skupaj majčkeno preštimati. Še en nasvet za vse, ki mažete ketno z mazili na osnovi voska. Dajte vosek majčkeno prej v toplo vodo, tako da rata bolj tekoč in se bo ketna veliko lepše namazala. Bilo je pripravljen, še opremo zrihtam, pa je to to. Zjutraj samo še vse skupaj naložim v avto, pa šibam. The next day. Jutro. Ura je 6 zjutraj in včeraj bi šlo lahko majčkeno prej spat, ampak je kar v redu, sem se naspal. Je pa zdaj čas za zajtrk, sicer zgleda ne, ampak je res dober. Se pravi, kuhan riž, banana pa arašidovo maslo. Je pa do Ilirske Bistrice kar daleč, tako da bom mogel malo štartati, pa spotoma se ustavim še na Vrhniki, da poberem klemena. Evo, takole, pobereva številke, pa gasa. Živjo, je že komac. Plačan že. Komac? Ja. Plačano je, ja. Torej, No, to bonka vzame. prehrana, to je za isto plačanikov. Na desno stran čelade gre, pa vezati še. Ok, hvala. Hvala. Evo, tako. Zdaj ni rešitve, moram do vrha, ne? To je to, to je to. Evo, takole, ruzak sem mu dal. Zdaj, če ne drugega, moram že sam zaradi ruzaka do vrha priti. Vse pa majčkeno grejemo, pol pa gas. No, takole, evo, na lep sončen dan se nas je na štartu zbralo 142 kolesarjev in kolesark. Je bil pa to klanc, ki ga prej še nisem odpeljal, tako da sem se lahko zanašal samo na podatke, ki sem jih najdel na spletu, ampak tudi na ta način se da kar dobro pripraviti. Imel sem dva cilja in to sta bila odpeljati traso pod 1 uro in pa cel čas držati povprečje 270 vatov. Na začetku sem pričakoval kar hud tempo in odločil sem se, da ga držim vsaj 5 minut in probam najti kakšno skupino, ki bi ji lahko sledil. Po malo več kot 5 minutah sem opazil, da držim v povprečju 315 vatov
In vedel sem, da tega ne bom več prav dolgo zdržal. This is not okay. This needs to stop now. Majčkeno sem zmanjšal tempo. Pred sabo sem zagledal večjo skupino in odločil sem se, da jih ujamem. Vedel sem, da na vrsto pridejo tudi ravninski deli, kjer bo skupino veliko lažje. Kar se je zgodilo potem, mi je jasno, da ni bilo nalašč in ni bilo nobenih zamer. Ampak dajmo pogledati, ka pluvamo pa ka pucamo nos, da nimamo kjer ga v zadnji. Lej, če boš pluval, povej, da se umaknem. Vedi malo več, pa te ne bojo. Skomoč, sam ne me pluva, da prav. Sam povem, vse vem. Sam povem, da je treba povedati, to je drugega. Tako, kot sem rekel, nobenih zamer, fantje so bili v redu, ampak dajmo res merkat, ka verjamem, da noben ne mara kakšnih smrklov pa sline od drugih mit na seb. Se mi pa zdi, da je čas kar hiter tekel, kljub temu, da sem bil skozi majčkeno na limitu. Hitro smo prišli do okrepčevalnice, kjer smo dobili še eno vodo in pa hladen tuš, kdor ga je hotel. Nas je pa na tej točki ujela manjša skupina kolesarjev, tako da se je skupina majčkeno povečala in res smo dobro leteli. Tudi sam sem prevzel kakšno smeno, sem se pa probal držati na prvih 3 pozicijah. Cilj je bil skozi bližji in dirkanje se je začelo. Nima veze, je bilo to za prvo, 20. ali pa 50. mesto. Tisti dan sem se na kolesu dobro počutil in užival sem v trenutku. Malo več kot kilometer pred ciljem sem zaključil smeno in v tem trenutku je sledil napad. Bil je predaleč, da bi ga pokril, ampak sem pa slišal, da bo še eden skočil in v sekundi sem se odločil, da grem zraven. Ajde, pojmo, luknja. Naredili smo luknjo in škoda bi bilo, da jo ne bi izkoristili. Od 3 sva ostala samo še 2. Tretji je bil enostavno premočen. Kljub temu, da sem v par metrov prednosti, nisem nič hotel prepustiti na ključu, tako da sem še majčkeno pospešil. Sredi 5, že komad, številka 5. Tale je bila pa težka. Ne, bo potreben. 13, pa je srečna, Ja, prav dobro je bilo, res tam poravnil, ker je bil ravnine, pa klanca dol je bilo skozi, da se bil ne 10 skak. Pa ti? 7 kilometra sem sam. Malo nabral. Tole je bila dirka, v kateri sem res užival. Izpolnil sem oba cilja, ki sem si jih zadal, tako da bolj skoraj ne bi mogel biti. Upam pa, da ste v videu uživali tudi vi, pa da se mi pridružite. Ajde, stisni na naroči se, res mi je veliko pomeni.